Lep pozdrav pri nas v Mladinskem centru Dravinjske doline. Nekateri ste tu večkrat, drugi manj. Predvsem, mislim, vas punce danes, ker ste same udeleženke. Fantje smo izvedeli, da so nekje v Ljubljani na nekem drugem dogodku, tako da dobrodošli pri nas. In seveda še posebej dobrodošli vsi, ki se boste letos na lokalnih volitvah podali kot v aktivno participacijo, torej kot kandidati ali za župane, županje, ali samo kot ne samo, ampak primerjavi županje se seveda nekaj drugačen nastopa nazven in vsi tisti, ki boste kandidirali kot svetniki, svetnice, ali ste samo vključeni v lokalne odbore kot nekakšni podporniki strank, list, kogarkoli. Tako da naša šola za župane se je odvila v ponedeljek v 12 regionalnih stičiščih po Sloveniji. Mi v Slovenskih Konjicah jo danes izvajamo še v petek, ker je slovenska regija precej velika, smo naredili 2 dogodka, enega v Velenju v ponedeljek in danes tukaj še pri nas v Konjicah za drugi del regije. V bistvu, kaj želimo z šolo za župane doseči? Želimo, da se javnost vključi na ta način, da pridemo do neke dobre lokalne skupnosti. To pomeni, da spodbujamo sodelovanje med kandidati in kandidatkami, da se mladinske organizacije, pri nas smo dali fokus mladim, mladinske organizacije kot nevladne organizacije predstavijo, da skupaj z vami kandidati poiščejo neke usmeritve na določene teme, ki pa so v takšnih lokalnih okoljih, iz katerih prihajate, nekako podobne po regiji. Tako da v prvi vrsti so tukaj izpostavljeni ljudje, torej vsi, ki v nekem lokalnem okolju bivamo, da znamo nekako presoditi, kateri pa so tisti programi, ki pa res bodo zadostili neke naše potrebe in da jih čutimo kot identificirane nam, da so nam blizu, da nam ni to kar neki, pa da pa zato ne gremo niti voliti. To, da kar danes želimo, je to, da se po vseh omizjih postanete zdaj ekipe, vsi ste zdaj že ekipe, tako da se malo pogledajte, kdo je v vaši ekipi, lahko se imenujete štabi, karkoli, kaj želite. In da potem skupaj krožite po omizjih, vsaka ekipa bo obiskala vsako mizo in da potem nekako preko moderatorjev, ki so na mizah, pri mizah, pridete do konkretnih ukrepov, ki bi bili uporabni za vaše programe. Na začetku bi vas mogoče prosila, da se sami kandidati, kandidatke na kratko predstavite, da poveste ime, priimek, iz kje prihajate in zakaj se boste potegovali na teh volitvah. Potem pa še preidemo na mlade, kdo so tu. Mogoče kar začnemo pri prvem omizju. Jaz sem Dejan Kovšek, prihajam iz Draža vsi, sem pa kandidat stranke SLS za občinskega svetnika v občini Slovenskih Konjic. Hvala. Pozdravljen, Miha Fonda, prihajam iz občine Prevod, sem kandidat za župan občine Prevod in pa tudi za občinski svet občine Prevod. Trenutno sem pa živ v občini Prevod kot svetnik 2 mandata. Pozdravljeni vsi, sem magistra Mojca Enkrat, prihajam iz Proseniškega, kandidiram za županje v občini Šentjur, zato ker občina Šentjur potrebuje korenite spremembe, prizadevala pa si bom za izgradnjo mesta prihodnosti, potem za ureditev državne oziroma lokalne infrastrukture ter ureditev navezovalne ceste v Šentjur. Zlatko Ratej, prihajam iz Slovenskih Konjic, sem sekretar lokalnega odbora SMC, stranke Modernega centra. Zdaj aktivni smo tudi na lokalnem področju, ker si prizadevamo bolje za vse, to je tudi blogerstvo na državno-zborskih volitvah. Na teh volitvah bomo pa šli bolje za Slovenske Konjice, si prizadevamo. Sem Sebastian Vidner, prihajam iz Reč, trenutno pa na tem dogodku nadomeščam podžupana z Reč, gospoda Dragota Šešerkota. Hvala. To so bili vsi kandidati in kandidatka. Mladi, ki so pa danes z nami, smo pa že prej uvodoma povedali, da prihajajo iz našega šolskega centra Slovenske Konjice, iz gimnazije. Vključeni so tudi v različne mladinske organizacije v našem okolju, kot so klub dijakov, klub študentov in tudi kot prostovoljci, prostovoljke v mladinskem centru. Aktivno se vključujejo tudi v mladinski svet občine Konjice, so pa tudi tukaj znotraj projekta
mladi odločevalci, toliko je teh izrazov, mladi odločevalci, ki pa je tudi nek novi projekt, ki ga izvaja Mladinski svet občine Konjice. In bi prosila Špelo kot vodjo projekta, da na kratko pove, kaj je cilj projekta. Zdravo, lep pozdrav še enkrat vsem v mojem imenu, sem Špela in trenutno vodim projekt Mladi odločevalci. V bistvu Mladinski svet Slovenije izvaja nacionalno kampanjo Participiraj in ta projekt Mladi odločevalci je v bistvu v okviru te njihove akcije. Glavni namen projekta je, da se mladi skozi različne aktivnosti v bistvu spoznajo z odločevalskimi procesi na nacionalni pa na lokalni ravni in tudi, da se pač odločevalci spoznajo z mladimi in da spoznajo njihove interese in njihove tegobe ter probleme. Tako da to tako na kratko. Super, hvala Špela. Zdaj pa mogoče kar preidemo na konkretno pripravo za delo. Kot se že omenila, ste ekipe in kot ekipe boste krožili po vsakem omizju. S temo začnete tisto, ki je na vaši mizi odprta. Moderatorji so za mizo, tukaj je Karmen, Aleš, tam sem jaz pri zaposlovanju in tam je Špela, ki vas bodo vodili skozi 10-minuten nekak dialog z podvprašanji, da pridete skupaj do nekih ciljev. Časovno smo omejeni, torej na 10 minut, naša Nikolina nam bo merila čas, da bomo se lažje orientirali in potem po 10 minutah se predstavite na naslednjo temo. Je tu kako vprašanje? Vse jasno, ne? Na koncu bodo vaši moderatorji predstavili, kaj ste na teh omizjih dorekli do končnega, potem bomo to tudi poslali po mailih, da boste lahko vključili svoje programe in potem bomo tudi vas kot kandidatke poprosili za gradsko mnenje o tem, ali je kaj koristnega, kako bi bilo potrebno mogoče drugače zapeljati, na kak način se dobro pogovarjati o nekih skupnih zadevah in tako karkoli pač boste imeli vtise iz tega dogajanja. Aktivna participacija. Kaj je smisel aktivne participacije in sodelovanja mladih v odločevalskih procesih in kako jo spodbujati? Kultura mladih. Zakaj je pomembno mladinsko organiziranje v lokalni skupnosti in kakšen je učinek le-tega? Kako ga spodbujati in kaj mladi pogrešajo na področju kulturne ponudbe za mlade v lokalnem okolju? Socialno vključevanje ranljivih ciljnih skupin. Identificirati, katere ranljive ciljne skupine so v lokalnem okolju in kako je poskrbljeno za njihovo socialno vključevanje. Kaj bi se lahko v lokalnem okolju še storilo za bolj učinkovito vključevanje identificiranih ranljivih ciljnih skupin? Zaposlovanje mladih. Ali je pomembno spodbujanje podjetništva pri mladih in na kakšen način spodbujati, da se bodo mladi po zaključenem izobraževanju vrnili v svoje matično okolje in se v njem zaposlili? Torej, pri našem omizju smo se pogovarjali o socialnem vključevanju ranljivih ciljnih skupin. Zelo pomembno zveneče besede in tudi dejansko so zelo pomembne stvari. Identificirali smo različne ciljne skupine. Skoraj skozi vsako skupino je bilo tudi govora o vključevanju priseljencev oziroma priseljenk. Pogovarjali smo se tudi o vključevanju invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Ko smo govorili o ukrepih in predlogih, na kak način zviševati socialno vključevanje in mreženje in povezovanje, je prišlo do predloga za večjo oziroma krepitev medvrstniške pomoči, potem prostovoljskega udejstvovanja, medgeneracijskega povezovanja, mogoče samo za medvrstniško informiranje. Rečeno je bilo, da mladi zelo radi prisluhnejo starejšim mladim, se pravi, če bi prišli na šolo dijaki in dijakinje, ki so sedaj na fakulteti in bi predstavili recimo tale projekt, bi se prej odločili oziroma odločile za njega, kot pa če bi pač prišli neki dinozavri, ne, kot smo mi. Potem, kar so še bili predlogi, je, da bi bilo fajn, da so v različnih lokalnih okoljih omogočeni oziroma na voljo prostori za srečevanje različnih ranljivih ciljnih skupin, v sklopu katerih bi se lahko tudi organizirale v bistvu samopomoč oziroma pomoč strani mentorjev, mentoric.
In pa mogoče tudi povezovanje formalnega in neformalnega sektorja pri poviševanju, vključevanja različnih ciljnih skupin, to se pravi javnega šolstva in pa zunanjih organizacij, recimo na tak način, kot je tudi ta. Tako da to je bila povzetek naših pogovorov pri. Kultura mladih. Vprašanje je bilo, katere mladinske organizacije poznajo. V bistvu so poznali skoraj vse. Vse se ne spomnim, da kjer ne bi rekli, tako da čestitam. Potem menite, da je mladinsko organiziranje na lokalni ravni pomembno. Mislijo, da je pomembno, ker dobijo mladi izkušnje, delajo razpise, se mrežijo, preživljajo prosti čas, razvijajo svoje talente. Potem podajte konkretne primere učinka mladinskih organizacij v lokalni skupnosti. Tu dobi lokalna skupnost prepoznavnost kraja, ima kulturne dogodke, odvrne mladi, da bi delali bedarije in vrednotenje. Kaj imam pa štrk? Menite, da se mladi v večini vključujejo v mladinske organizacije? Se ne. Zakaj ne? Ker je treba aktivirati mlade, ker so nezainteresirani, jih ne zanima, ker je premalo cajta, ker šola vzame preveč cajta, pa ker kolegov ni tam v tistih organizacijah, tako da ne grejo tja. Kako bi konkretno spodbudili mlade, da bi prišli v te organizacije? Tu bi imeli predstavitev na šolah, pa občina mora dati več keša, ker ga nič ne da. Pol šesto je, ali ste zadovoljni s kulturno ponudbo za mlade v lokalni skupnosti? Ne, ker je ni dovolj, ni kulture, no so filmi, pa stand-up je bil v Plotnici, pa ni diskota, starejši so imeli tarantela, oni nimajo pa nič. Kaj konkretno bi lahko naredili, da bi bilo boljše za tem caj? To je pa več dogodkov, več sodelovanja, klub dijakov naj bolj informira, bolj info tabla na gimnaziji naj bo boljš predstavljeno te dogodki. Pena party mora biti na bazenu, ko bo zgrajen, pa da bo bolj dolgo odprt, da bo vsako noč še kopali. To je to. Zaposlovanje mladih, nekako vsi smo seznanjeni z begom možganov, vsi vemo, da nasplošno primanjkuje zaposlitev in potem smo pač želeli res konkretno, kaj pa nekem lokalnem okolju lahko občina naredi, da pa bi imeli mladi večje priložnosti se vrniti nazaj iz študijskih mest in začeti z neko lastno idejo ali pa pridobiti neka znanja. In ugotovili smo, da to, da bi občine podprle oziroma razpisale neke štipendijske sheme za tiste poklice, ki se iščejo v tistem gospodarstvu iz lokalnega okolja, bi bilo super, ker na tak način bi mladi dobili informacijo, kateri poklici so recimo v nekem okolju iskani in občina bi preko štipendij spodbujala, da se potem pač vrnejo nazaj ali pač preko gospodarstva, da pridejo in dobijo praktične izkušnje, ki jih rabijo pa v nekem poklicu oziroma v večini poklicev neko prakso potrebujejo. Izpostavljeno je bilo, da recimo je zelo super, da se lahko upravlja praksa v gospodarstvu kot tehničnih poklicih, mogoče iščejo še v drugih, v družboslovnih smerih, v zdravstvu in jim je to bi veliko pomenilo, da lahko pridejo v lokalno okolje nazaj, ker pa potem tega ni, pač iščejo druge in seveda tam potem ostanejo in ustvarjajo. Potem izpostavili smo tudi, da bi bilo potrebno mogoče vzpostaviti nek sistem vajeništva in pripravništva, ne zdaj kot samo štipendiranje, ampak tak sistem, da bi občina na tak način skušala iskati in da bi ti poslovni klubi, če so ali pa da se ustanovijo, bili takšni, da bi povezovali šolstvo v nekem okolju, če obstaja, z gospodarstvom, občino in nevladno organizacijo. Da bi recimo prišli lahko mladi do konkretnih odgovorov, kaj nek poklic predstavlja. Da bi prišla nekdo iz gospodarstva na šolo točno predstaviti, mi smo firma A in naši firmi rabimo tak in tak kader, ker teh srečanj na splošno sploh ni in jih zelo pogrešajo. Tu bi lahko občina dala tisti vezni člen. Potem, da bi se spodbujalo malo gospodarstvo, ko da se subvencionirajo zaposlitve preko prispevkov mladih podjetnikov, recimo 2 leti dobiš subvencijo, če si mlada firma in potem po 2 letih se preveri, kako si posloval
na tak način, da bi to dala občina razpise, da podpira javna dela, da tudi mladi, ki so dlje časa brezposelni, dobijo priložnost, da se opravljajo javna dela na občinski upravi, na javnih zavodih občine. Potem, da se podprejo nevladne organizacije, ki imajo neka znanja, ki tržijo te napredne tehnologije, 3D in ostalo, ker je bolj fokusirano in tega tudi ni možno dobiti znotraj šolskega sistema. Izpostavljen je bil podjetniški inkubator kot primer dobre prakse, da se potem pa tudi, kot je recimo subvencioniranje prispevkov mladih podjetnikov, tudi omogoča nek brezplačen najem prostorov, poslovnih prostorov za te mlade firme, da lažje imajo neka zagonska sredstva na trgu dela. To pa bilo je tudi dosti izpostavljeno, da mladi ne vejo o določenih stvarih, ker še obstajajo, da je informiranje tako slabo, recimo plakati ali pa spletna stran občin, nihče tega ne gleda, da je treba uporabiti kanale, ki so jim bližje, Facebook, Instagram, in da se tam potem informira in jih vključuje v lokalno okolje. Da problem je večkrat, da informacije ne pridejo do njih. To. Za mojo mizo pa smo debatirali o aktivni participaciji in o pomembnosti aktivne participacije ter o volitvah. In v bistvu smo ugotovili, da se mladi bolj ali manj ne vključujejo. Zdaj, ugotovili smo, da nekaj je na apatiji oziroma nezanimanju mladih. Tu pa potem zaradi tega tudi, ker pač imajo mladi v bistvu občutek, da nimajo vpliva, da pač imajo občutek nemoči, da pač niso vključeni, da je njihov glas v bistvu neenak, tudi sami se težje vključujejo zaradi tega, ker se jim zdi, da tudi na lokalni ravni, da ta občinski svet je neka taka oddaljena stvar in da jih je v bistvu tudi se na nek način strah vključevati, ni neke odprtosti. In predvsem smo odkrili tudi to, da je v bistvu zelo slab pretok informacij, da mladi ne vejo, kaj se dogaja, tudi pač mogoče na strankah oziroma na samih svetnikih oziroma sami občini, da nekot mlade na nek način bolj informira in jih na nek način bolj vključi, ker če bojo oni imeli občutek, da so slišani, bodo tudi sami več participirali. In v bistvu smo zbrali tudi nekaj rešitev, in sicer ena izmed rešitev je, da mogoče v vsakem odboru občinskem, torej ne vem, ima občina odbor za mladino, odbor za gospodarstvo, odbor za podeželje, da se v bistvu v vsak odboru mogoče vključi enega mladega, ki pač zastopa interese mladih in tako neposredno pove, kakšne so tegobe in problemi. Potem eden izmed predlogov je bil tudi kakšen neformalen sestanek z županom oziroma z samimi svetniki, kjer se potem neko neposredno potrebe povejo, ker pač večina ljudi je starejših, ki sedijo in dejansko odločajo in dvigujejo tiste roke in mogoče tudi ne vejo, kakšne so potrebe mladih. Potem ena izmed zelo dobrih in zanimivih idej je participativni proračun. To pa to, da na lokalni ravni v bistvu lahko vsi ljudje, s tem pa tudi mladi, dejansko odločajo, zakaj se bo porabil denar, da tudi kakšen predlog in potem se ta projekt izvede in ko je enkrat umeščen oziroma je v proračunu, pač tudi to more biti. In to je v bistvu neko neposredno tudi, da se razdelijo sredstva, da pač imajo vseeno občutek mladi, da lahko vplivajo. Ena izmed rešitev so tudi razne infotočke, kjer se lahko mladi informirajo, pa tudi predvsem, da se vključijo neka socialna omrežja, torej da v bistvu tudi odločevalci v bistvu poskrbijo, da so mladi informirani, da nekot pridejo do njih, ker da pač tudi nekot na tak način privabijo, da grejo voliti, ker smo ugotovili, da v bistvu do 30 let na letošnjih parlamentarnih volitvah je v bistvu bilo samo 12% ljudi, ki so mlajši od 30 let. Pa tudi eden izmed takih pomembnih stvari je, ko smo se pogovarjali v skupini, da mladi v bistvu sploh ne vedo točno, kaj dela vlada, kaj dela parlament, kaj dela lokalna skupnost, kaj dela občinski svet. In to se mi zdi, da je ena taka stvar, ki bi jih mogoče, ne vem, že v osnovni šoli ali pa v gimnazijah potem naprej, da se vključijo, da ljudje dejansko vejo, kaj je funkcija vlade, kaj je funkcija parlamenta, pa kako sploh delujejo ti instituti, ker če mladi ne poznajo institute in pač
stvari, kako to deluje, se tudi sami pač ne morejo, ne vejo, kako se vključiti, ne vejo, kako bi lahko pač prispevali k lokalni skupnosti oziroma boljši državi. Tako da, to je to. Super, hvala Špela. Bi pa še zdaj prosila naše kandidatke, da sami povedo, če so danes slišali kaj uporabnega, če bodo kaj lahko uporabili v svojih programih, mogoče kakšne usmeritve, vtisi. Začnemo kje? Pri naši kandidatki, kar izvolite. Ja, jaz bi rekla, da je v bistvu danes bil en zelo konstruktiven dan in moje mnenje je, da je treba mlade aktivno vključiti v sodelovanje v sami družbi, pri odločanju in tako kot je rekla ena izmed udeleženk, na mladih svet stoji, tega se moramo vsi dobro zavedati, povezovati medgeneracijsko vse generacije in verjamem, da nam bo uspelo, da bomo državo naredili še boljšo državo, v kateri si želimo živeti vsi. Hvala. Zlatko, naslednji. Ja, tudi meni se zdaj ta sestanek, to srečanje zelo pomembno. Dotaknili smo se v bistvu vseh teh ključnih tem, ki se zadevajo mladih. V bistvu gre za tudi velike izzive, s katerimi se bomo tudi v okviru naše stranke, našega lokalnega odbora skušali spoprijeti in pač se tudi bolj približati mladim in vključiti še bolj v večji meri in tudi pripraviti naš program, da bo kvalitetnejši na področju mladih in njihovo vključevanje v družbo. Hvala, besedo. Ja, lepo predavanje, lepo taka diskusija je potekala, zanimivo pogovor, res, kaj mladi dejansko rabite, sicer res iz drugega okolja, ampak je zelo podobna problemi, težave. Sicer me malo zaskrbil dejstvo, da mladi ne hodijo na volitve. Mladi so ravno tisti, ki bi mogli odločiti svoje prihodnosti, svojih občinov na splošnih državnih zborskih volitvah. Tako da tukaj me malo skrbi to dejstvo, da je premala vključenost mladih na volitvah. S to participacijo pa je meni zelo zanimiva stvar, kajti mladim upam, da bo to župani sprejeli ta participatorni proračun, težka beseda je, da ne bi zavirati. Sodelovalni proračun. Ja, ker bi mladim dali možnost za soodločanje na teh projektih. Se vidite, da mi župani, mi v našem okolju delamo za naše ljudi. Mi ne moramo vplivati na neke državno vse, če ne. Mi delamo za naše občane, za naše ljudi in mladi in tudi starejši, tudi ostali, ste povedali tisti, ki boste dali dejansko projekte in predloge, ki jih bo treba naš občinski svet, upam, da jih potem izvršijo. In s tem ste dejansko zelo preključeni, dejansko aktivni v občini. Upam. Želim pa prejte na volitve, kot ni možnost. Hvala. Hvala. Malo ta dogodek danes bom rekel, da sem nekoliko razočaran nad udeležbom nekaterih naših lokalnih pomembnih svetnikov, funkcionarjev, kakorkoli. Sem žalosten v tej smeri, drugače pa vsa pohvale temu dogodku mladim, nam so predstavili določene težave, ki jih imajo. Videli smo, v bistvu, da te ne poznajo političnega sistema, nič, v šoli se naučijo o tem. Vse, kar zvedete med starejšimi prijatelji, ki živi doma, kjer pač lahko prejmejo to informacijo. Zato jih tudi to ne zanima, rečeno. To verjetno tudi največji razlog, zakaj se mladi ne udeležujejo volitev. Drugače pa danes te teme so bile primerne absolutno, so problemi, so se pojavile določene rešitve, bom rekel, je pa treba aktivno v to skupnimi močmi naprej skušati na lokalnih nivojih rešiti, potem pa dobre prakse prinesti v drugo okolje, hkrati tudi na državnem nivoju. Hvala za povabilo. Še enkrat hvala vam, uspešno na volitvah vsem, ki boste kandidirale in upamo, da bomo uspešni pri implementaciji, lanciranju oziroma kaj je lažji izraz teh ukrepov v neka lokalna okolja, da bojo res lokalne skupnosti za nas. Hvala in lep dan še naprej.